Danes božič praznujejo pravoslavni verniki. Na Vranskem so kljub koronavirusu optimistični. Košarkarice Cinkarne Celje drugo polovico državnega prvenstva odprle z zmago. Z visoko zmago je nastope v kvalifikacijah za evropsko prvenstvo začela tudi slovenska moška rokometna reprezentanca. Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, lepo pozdravljeni v dogodkih dneva na televiziji Celje. Pravoslavni verniki danes praznujejo božič, dan Jezusovega rojstva. Zaradi uporabe julijanskega koledarja se ta vedno praznuje 6. na 7. januar, torej 13 dni za gregorijanskim koledarjem. Letos je tudi praznovanje pravoslavnega božiča minulo nekoliko drugače kot prejšnja leta, saj sinoči niso pripravili tradicionalne polnočne maše. Danes pa so lahko verniki v cerkev vstopali le v lastni režiji. Na predvečer božiča, ko v pravoslavni cerkvi praznujejo badnjak, so se verniki ponavadi zbrali tudi pri polnočni maši, a letos je bilo praznovanje drugačno, pri čemer pa so še vedno skušali spoštovati tradicijo in običaje. Običaj je, da zjutraj zgodaj ali celo polnoči prisostvujejo bogoslužjih in po bogoslužjih grejo domov in drugače to je, tako ste rekli, že družinski praznik in na ta način zjutraj, ko zgodaj se zbudijo in čestitajo en drugemu praznik z pozdravom mir Božji, Hristos se rodi in na to naprej pač imajo take bogate trpeze, to se pravi poskušine, jedi, ki pač so po običaju in zjutraj jedo preden še sploh sonce zija. Božič je tudi v pravoslavni cerkvi družinski praznik. Kar se tiče samega božiča, kar je tudi na prvem mestu, je, da imamo ljubezen med sabo, mir. Mir pa lahko imamo, če oprostimo drug drugemu. Zato tudi v našem pozdravu je najprej rečeno mir Božji, pol pa Hristos se rodi. Na ta način smo tudi zaželeli skozi ta mir, da imamo sočutje do sočloveka. Zdaj v tem današnjem času, ko je polno virusov, epidemija, ko razara po celem svetu, najbolj bistveno, da čuvamo zdravje, svoje življenje in skozi to, da tudi bližnjega čuvamo, to se pravi, da če je pač zakon in če je narejeno z strani vrha, da moramo spoštovati in na nek način čuvati sebe in zraven tudi drugega, do sočloveka. Letošnje praznovanje je torej potekalo ob ukrepih za preprečevanje širjenja koronavirusa, čemur se že skoraj celo leto prilagajajo tudi pri obredih v cerkvi. Tudi velika noč je bila, tako kot je zdaj praznik Božič, ko je bilo vse zaprto, ko pač nismo mogli imeti ne bogoslužij. Drugače, kot duhovnik sem sam imel bogoslužja, pač bez prisotnosti vernikov. Spraševali so me, klicali so ogromno, na nek način skušal sem jim da pojasnim, da na žalost, kar se tiče situacije, ki je v celem svetu drugačna in tudi to današnje praznovanje samega božiča bo moglo pač malo drugače potekati. Imeli smo cerkev kar naprej odprto in na ta način omogočili, da eden po eden pride, da se pomolijo in da pač tisto, kar je že od nekdaj poznato, da obeležje samega praznika je badnjak in je bilo pripravljeno, da vsak pač vzame in je šel doma, da bi pač doma praznoval ta praznik, kot je po običaju. Paroh še dodaja, da je virus človeštvu lahko tudi kot opozorilo, da je nekaj treba spremeniti. Da vidimo, da smo se preveč razšli, da ni družine kot družine. Zdaj malo je to se stisnilo vse skupaj, zdaj so začeli tudi družine bolj skupaj, da bojo to življenje nekako uskladili kot familija, kot družina, da ni to samo delo in nič drugega ni razen dela. Ob koncu pa še praznično voščilo. Želim, da vsem vernikom, ki praznujejo, pravoslavnim vernikom, ki praznujejo danes božič, čestitam z najlepšim hristijanskim pravoslavnim pozdravom mir Božji in Hristos se rodi.
Včeraj so v Sloveniji testirali 18.280 ljudi. Potrdili so 2663 okužb z virusom COVID-19, umrlo jih je 23. V občini Vransko so sicer po številu okužb s koronavirusom malenkost pod povprečjem. Trenutno jih imajo aktivno okuženih nekaj nad 20. Na Vranskem so sicer po številu okužb s koronavirusom malenkost pod slovenskim povprečjem, a to je odraz tega, da so znali hitro in pravilno reagirati, ko so se prve okužbe z virusom COVID-19 začele pojavljati, pravi vranski župan Franc Sušnik. No, trenutno uradno beležimo 24 okužb, vsega skupaj je bilo okuženih preko 130 občanov, potrjeno okuženih. S tem, da se ravno danes v sodelovanju z zdravstvenim domom Žalec, za zdravstveno postajo Vransko, danes popoldne in jutri popoldne izvaja množično testiranje z hitrimi testi v našem zdravstvenem domu. Drugače pa imamo ves čas epidemije nemoteno poteka pomoč na domu. Tam je koristnikov med 20 in 25. Ves čas zagotavljamo brezplačne tople obroke za socialno ogrožene ljudi, tudi tople obroke za tiste, ki jih je prizadelo zaprtje gostinskih lokalov. Šola zagotavlja brezplačne obroke za učence in dijake, ki se šolajo nadaljavo, pa nujno varstvo, v nujnem varstvu je trenutno 12 otrok, ki ga nujno varstvo za občino Vransko in za občino Tabor izvaja vrtec Vransko. Nemoteno deluje tudi zdravstvena oskrba. Zdravstveni dom, vse 3 ambulante delujejo nemoteno. Beležili smo okužbo v lekarni, je bilo 3 dni moteno delovanje lekarne v mesecu oktobru, vendar je tudi zdaj to vse več ali manj normalno. Normalno oziroma v skladu z ukrepi je tudi poslovanje v občinski stavbi in v krajevnem uradu. No, svetniki so do novembra zasedali korespondenčno, decembra pa so pripravili decembrsko sejo na daljavo. Na njej so sprejeli tudi proračun, ki je težak okoli 3 milijone evrov, od tega je kar tretjina namenjena investicijam. Košarkarice Cinkarne Celje so drugo polovico državnega prvenstva odprle z visoko zmago. V domači dvorani so s kar 109-40 premagale Konjice in zadržale vodilno pozicijo na prvenstveni lestvici. V naslednjem krogu čaka v soboto Celjanke derbi z ljubljansko Ježico. Že uvodni polčas aktualnih državnih in pokalnih prvakinj v novem letu je pokazal, da so Celjanke očitno praznike preživele delovno, saj so pokazale zavidljiv nivo fizične pripravljenosti. Smo trenirali, malo smo itak se spočili, da bomo pripravljeni zdaj za drugi del. Že v polčasu je prednost Cinkarne znašala 32 točk. Po 3 četrtinah je bilo že 51 točk razlike. Gostiteljice so bile dominantne v vseh elementih košarkarske igre, strelsko pa je bila najbolj razpoložena njihova kapetanka Snežana Bogičević, ki je v 20 minutah dosegla kar 31 točk. Prvo bi rad čestital na zasluženi visoki zmagi, vendar ni bil to cilj na tej tekmi. Na tej tekmi je bil cilj, da se nekako povrnemo nazaj, poskušamo ujeti čim hitreje ritem samih tekem. Od začetka se nekako nismo najbolje znašli v prvi četrtini, potem je pa na koncu prišlo vse na svoje mesto in lahko sem zadovoljen. Odigrali smo zelo agresivno, tako ekipno, veliko protinapadov smo izvedli. Tako, za prvo tekmo bi jaz rekla, da je to en dober začetek. Celjanke bodo v drugem krogu drugega dela državnega prvenstva že v soboto gostile ljubljansko Ježico, ki je sinoči na svojem igrišču presenetljivo klonila proti kranjskemu Triglavu. Ja, sigurno nas čaka zelo težka tekma. Poskušali se bomo pripraviti na ekipo Ježice maksimalno. Upam, da pridemo v pozicijo, da zmagamo tekmo. Zavedamo se nevarnosti, od kje pretijo in tako kot se rekel, naredili bomo vse, da prijemo do novih 2 točk. Definitivno bo tekma močna.
tako da gremo v tekmo agresivno, zbrano in tako tekmo bomo probali dobiti kakor vsako tekmo in upam, da bomo odigrali tako podobno kakor danes, ekipno, še bolj močno in to je to. V prvem delu prvenstva so si Celjanke in Ježičanke na 2 tekmah razdelile po 1 zmago. Tako kot sem rekel že na samem začetku, da bo prvenstvo zelo izenačeno, kar tudi kaže sama lestvica do sedaj. Nam je cilj, da napredujemo iz tekme v tekmo, iz meseca v mesec, potem na koncu bomo videli, kaj lahko rezultatsko dosežemo v tej sezoni. Definitivno se pa zavedamo samih kvalitet ekipe Ježice in pa seveda tudi Triglava in pa ostalih ekip. Po obračunu z Ježico bodo Celjanke v začetku prihodnjega tedna v državnem prvenstvu gostovale pri Iliriji. Nato pa prihodnji teden nadaljevale tudi s tekmami v Vaba ligi, saj bodo odpotovale v Podgorico in s tamkajšnjo Budućnostjo v 2 dneh odigrale 2 tekmi. Ja, prvo daljše potovanje v tej sezoni, zagotovo zelo težko, najtežje, sigurno, glede na to, da igramo proti ekipi, ki je pretendent na sam naslov v tej sezoni. Veliko bolj izkušena ekipa kot naša, pa vendarle upam, da bomo odnesli nek lep rezultat iz Podgorice. Pri tej tekmi, kakor vse mednarodne te tekme, bomo probali odigrati čim bolj močno, ker je tudi naša prva tekma tako v tujini, tako da bomo videli, kako bo šlo, potrudili se bomo pa maksimalno. Ena izmed novink v celjski ekipi je v letošnji sezoni 15-letna Zoja Štirn, ki se je na novo okolje zelo hitro privadila. Jaz se počutim super, s puncami se zelo dobro razumemo, okolje mi je všeč, tako da nimam nobenih pripomb, vse super. Srečanje med Cinkarno in Ježico se bo v soboto začelo ob 17. uri. V neposrednem prenosu pa si ga boste lahko ogledali tudi na Facebook profilu naše televizije. Slovenska moška rokometna reprezentanca je nastope v kvalifikacijah za Evropsko prvenstvo leta 2022 začela z visoko zmago proti Nizozemski. Slovenci so po prvem polčasu zaostajali za gol, v drugem pa po delnem izidu 17-4 srečanje dobili 34-23. Druga medsebojna tekma jih čaka že v nedeljo v celjskem Zlatorogu. Pa malo kako smo očekivali, znači bila je tekma teška iz početka, znali smo da imaju kvalitet Nizozemska. Pričakovali smo takšno tekmo, vedeli smo, da Nizozemska ima kvaliteto, mi pa nismo skupaj igrali od januarja lansko leto. Bilo je nekaj dobrih akcij v obrambi in napadu, generalno gledano pa v prvem polčasu to ni bilo to. Med polčasoma smo se pogovorili, spremenili nekatere malenkosti in povečali našo agresivnost. Na koncu je to rezultiralo z našo visoko zmago. Promenimo i isto agresivnost u našu odbranu u drugo polovreme i u napad se promenilo i postigli smo dobru žogu. Moramo vedeti, da nismo skupaj odigrali slabo leto tekme. Nekateri igralci tudi pred to tekmo smo bili praktično 2 tedna brez pravih treningov, individualno samo prva tekma po dolgem času in začetek za moje pojme čisto normalen, težek kot pred vsako tekmo, ne moreš je dobiti z 10 razlike že v prvem polčasu, ampak pot smo se sestavili v rambo, golman je začel Ferla braniti in zasluženo visoko zmagali. Vedeli smo, da ne bo lahka tekma, imamo izkušnje z njimi iz preteklosti, imamo izkušnje na splošno z evropskim kvalifikacijam, kjer so vedno vsa gostovanja težka. Tudi tokrat se je to pokazalo v prvem polčasu. Smo pa v drugem polčasu stopili skupaj, odigrali predvsem boljšo obrambo, s tem pridobili tudi odličnega vratarja in na ta način hitro povečali razliko in tekmo pripeljali mirno k koncu. Sigurno ni enostavno, mislim, da se je tudi videli na začetku, da se nam nekak stvari v prvem polčasu niso poklopile, niti v napadu, niti v obrambi. Veliko zadetkov smo prejeli tik ob izteku napada, neke izgubljene žoge in tako naprej, ampak mislim, da je bilo že v drugem polčasu vse skupaj precej boljše, da smo pokazali, da imamo ogromen potencial, zdaj pa enostavno treba že na drugi tekmi proti Nizozemski pokazati, da lahko tako igro, kot smo pokazali v drugem polčasu, raztegnemo na celo tekmo.
Jutri bo oblačno, v zahodni Sloveniji bo po večini suho, drugod bo občasno rahlo snežilo. Na Primorskem bo pihala šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od -5 do -1, na Primorskem okoli 3, najvišje dnevne od -2 do 2, na Primorskem do 9 stopinj. V soboto bo delno jasno, zjutraj in dopoldne bo po nekaterih nižinah megla. V nedeljo se bo pooblačilo, popoldne ali zvečer bo v notranjosti pričelo rahlo snežiti. Na Primorskem bo oba dneva pihala burja. Spremljali ste dogodke dneva na televiziji Celje. Hvala lepa za vašo pozornost, bodite z nami tudi jutri. Do takrat pa lep pozdrav in srečno.